Lepo pozdravljeni vsi na okrogli mizi, ki jo pripravlja Filozofski inštitut ZRC SAZU. Naslov vidite in ga boste gledali celo okroglo mizo zadaj, Vdori v realnost. Pod tem naslovom, kot bomo pokazali, smo skušali zbrati neko podskupni imenovalec, neka dogajanja, ki so sama po sebi, imajo neko lahko tudi svojo logiko, so lahko različna, prihajajo iz različnih pol, a ne nekatera, kot vidite, recimo podnebna kriza, ne prihaja iz natanko istega polja in iz iste problematike kot recimo vojna, ampak so vse te zadeve, bomo poskušali pokazati neke podobnosti, skratka podobnosti, ki so, da stvari udirajo v našo realnost, skratka, da je naša realnost zdaj taka, da ni praktično več obdobja, ko bi živeli v času, ki bi mu lahko rekli, da je normalen ali pa da bi našo realnost sploh lahko opisali brez tega dopolnila, brez teh vdorov. Skratka, ti vdori, ki na nek način posamezne sekvence definirajo in naš govor o tem, skratka, to, kaj se v družbi pogovarjamo, vsebino javnih debat definirajo in spreminjajo in postavljajo neke nove zahteve in nas vsakič delajo za hip bolj pametne, zato da lahko potem spet postanemo enako neumni. Torej, zdaj jaz bi predlagal za začetek, da vsak od kolegov tukaj spregovori najprej za neko kratko intervencijo za začetek, preden razpremo majčkeno bolj organizirano debato, majčkeno bolj skupno debato, mogoče da vsak da kakšno svojo perspektivo, seveda pa, kot se za okroglo mizo spodobi, bomo na koncu tudi sprejemali vprašanja iz publike, skratka se na ta način odprli. Torej, z mano so, če najprej samo predstavimo se, moje ime je Tadej Troha, kdo drug me ne bo predstavil, zato se moram sam. Poleg mene pa so še Peter Klepec, Boštjan Nedoh, Aleš Bunta in Alenka Zupančič. Jaz predlagam, Peter, da s tabo začnemo, da podaš nek svoj pogled na to širše vprašanje. Hvala, Tadej. Se slišimo? Jaz bi mogoče zadeve z enega napol konceptualnega kota poskušal opredeliti, zakaj sploh ta fraza vdori v realnost. Namesto česa smo pravzaprav se odločili, da damo nek ta izraz. Sam izraz je veliko bolj paradoksen, kot izgleda na prvi pogled, ker realnost, kot vemo, je vedno posredovana z nekimi stvarmi, ne nazadnje je realnost fantazmatska. Se pravi, odkot pridejo ti vdori, zakaj ti vdori, kaj pomeni, da se pravzaprav te fantazme sesujejo oziroma, če rečem majčkeno bolj v neki drugi govorici, zakaj nas te stvari še vedno presenečajo, zakaj se stvari dogajajo tako, da nas še vedno vržejo iz tira in kaj pravzaprav vržejo iz tira. Tisto, kar bi na nek način izpostavil posebej, je tisto, kar je vsem že čez glavo, in to je semi napol koncept krize. Se pravi, namesto krize si je treba na neki konceptualni ravni zadeve pojasniti drugače. Krize so bile vedno z nami, ne nazadnje je kapitalizem vedno poznal krize, ampak tisto, kar je značilnost kriz, je, da so rahlo predvidljive. So ciklične, se ponavljajo, imajo svoje vrhove, grejo dol in tako naprej. Tisto, čemer smo pa zdaj priča, pa je, da pravzaprav ne vemo, kaj lahko pride. Ne vemo, ko enkrat krize je konec, že takoj nekaj drugega potrka na vrata in tako naprej. Mnogi so že o tem razmišljali, recimo Fabio Vigi je v nekem svojem eseju govoril o emergency capitalism, se pravi kapitalizmu, ki se je prisesal na to nujno urgentno stanje. Naomi Klein je že pred desetletji dala ven izraz disaster capitalism, se pravi kapitalizem, ki preko tega, da se neke stvari zrušijo do konca, in to je pokazala na primeru analize Čila, zrušenja Allendeja in prihoda Pinocheta na oblast, ker je bilo vse skupaj podprto z neoliberalno teorijo, Friedmanom in tako naprej. Potem z vojno v Iraku je ravno tako poskušala pokazati, kako ta ista paradigma funkcionira. Se pravi, tisto, kar
skušamo na nek način odpreti, je nek drugačen način, konceptualen, lotevanja tega, s čimer imamo na nek način opravka. In zadaj, za temi vprašanji je pa še vedno vprašanje, ki je enega temeljnih konceptov filozofije, nasploh filozofije 20. stoletja, in to je vprašanje dogodka. Dogodek poskušajo različni filozofi tematizirati na različne načine, Deleuze, Heidegger, Badiou, Wittgenstein in tako naprej. In tisto, kar je bilo meni, recimo zelo zanimivo, sem se zelo ukvarjal z Badioujevo filozofijo, je bila neposredna razprava po 11. septembru. Zdaj smo ravno kar pred parimi dnevi smo obeležili, ne vem, 22. 23. obletnico, se že več ne znam šteti. In v tisti razpravi, recimo, je Badiou eksplicitno izpostavil, da to, kar se je zgodilo, ni dogodek. Zato, ker dogodek zanj ne nastopa iz nečesa negativnega, iz nekega uničenja, zla in tako naprej. V redu, to je bila pač tedanja razprava, nihče pa ni takrat pričakoval, kaj vse se lahko zgodi. In tisto, kar je pravzaprav zdaj na mizi, je, a se da kako drugače stvari konceptualno zagrabiti. Toliko bi jaz za uvodoma rekel. Pozdravljeni še v mojem imenu. Sem mogoče malo navezal na to, kar je Peter rekel, pa mogoče malo drugače ponovil, ker mislim, da si z enimi poantami precej dobro odprl to razpravo. Mogoče za začetek, ja, tudi bi sam začel pri tej sintagmi, vdori v realnost, ki sama po sebi sugerira, da imamo na eni strani recimo neko precej tako fiksno, stabilno realnost, v katero potem udre od zunaj razni dogodki, kot so pandemija, nas šokira in preseneti, takšne in drugačne krize, podnebna kriza in tako naprej, katere posledice pač lahko zdaj sproti opazujemo. In bi mogoče sam dodal, da mal ta občutek, skratka, da obstaja neka fiksna, stabilna realnost, predvsem kar se ekonomija pa tega tiče, je mogoče pri nas vendarle povezana z dejstvom, v katerem koncu sveta živimo, pa recimo z razvojem kapitalizma v tem delu sveta. Se pravi, po drugi svetovni vojni, kaj imamo? Recimo imamo v zahodnji Evropi nekaj, čemur se reče socialna država, ki je tako ali drugače, ja, seveda, kapitalizem je tudi po drugi svetovni vojni prišel v krizo, naftna kriza leta 1974, krize v 90-ih in tako naprej, ampak je, skratka, sistem nekih družbenih institucij ljudem vendarle dajal nek občutek, da so krize stvar nečesa, s čimer se je možno soočiti, do česar je možno artikulirati, ne vem, nek produktiven odgovor in tako naprej, skratka. Zdaj pa se mi zdi, da so se začele krize in seveda ni naključje, da smo v času pač 30 let po padcu Berlinskega zidu, se pravi po odpravi tega antagonizma, ki je sploh zgodovinsko privedel do tega, da je v zahodnji Evropi se razvila socialna država in cel sistem nekih institucij, ki so zagotavljale družbeno stabilnost, se pravi, pridemo do situacije, ko so se krize začele zelo množiti. In se mi zdi, da ja, tako kot si tudi rekel, enostavno niso več nekaj, kar bi lahko odpravili kot nekaj zunanjega, kar slučajno pride v našo realnost, ampak realnosti same ne moremo več misliti drugače kot na način. Zdaj, krize v takšni ali drugačni formi, seveda tu se strinjam s Petrom, da je potrebna prenova sploh konceptov pa cele mreže pojmov, s katerimi mislimo današnje realnosti. Mogoče to množenje kriz lahko lepo opišemo, ker mogoče še najbolj vidno pri podnebni krizi, pri seriji dogodkov, ki so povezane z podnebnimi spremembami, skratka od vročin do poplav, ki se izredno hitro menjujejo in gostijo ene z drugimi.
Skratka, lahko mogoče si pomagamo s to metaforo goreče hiše. Ne? Mislim, da ima Bertolt Brecht lep primer, ki pravi, da Buda hodi po svetu, pa pride mimo goreče hiše, v kateri živijo ljudje. Ne? In ta goreča hiša je seveda kapitalizem za nas. Ne? In pravi Buda, za Božjo voljo, pojdite iz goreče hiše. Ne? Pa pravijo ljudje, bomo šli iz goreče hiše, ampak zunaj dežuje, ali je za nas pripravljena nova hiša. In Buda žalostno seveda ugotovi, da tem ljudem pač ne more pomagati, ker bodo zgoreli v čakanju na gorečo hišo. In mislim, da smo danes v zelo podobni situaciji. Skratka, čim prej moramo iz tega sistema ven, seveda nagradno vprašanje za neskončno dolarjev, kako prijeti ven iz tega sistema, ampak iz tega sistema moramo ven, kajti sicer se bomo v njemu sežgali dobesedno. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem spregovoril z neke mal drugačne perspektive, mislim seveda tudi v neki podobni navezavi, neke nove realnosti, ki smo jo sicer ustvarili sami, vendar na nek način pospešeno beži našemu nadzoru. Govorim skratka o problemu, ki je tudi najavljeno, o problemu umetne inteligence. Zdaj, kako pravzaprav nek filozof, kot sem jaz, ki nima nikakršne podlage v računalništvu ali matematiki, spregovori sploh o tem problemu? Zdaj, definitivno kot nek diletant, kot Nietzsche je rekel, da pravzaprav filozofu v današnjem času prestane samo dvoje. Lahko postane specialist za neko od panog zgodovine filozofije ali pa je diletant z nešteto antenami. Jaz bi se v bistvu postavil kot nek diletant z večino anten, ki so že polomljene. Ampak par stvari se mi vsem zdi, da se da nekaj intrigantnega z tega povedati. Mislim, da prvo, kar bi rekel, umetna inteligenca sproža neka ali pa obuja celo neka ključna filozofska vprašanja, ki v marsikaterem pogledu pravzaprav niso samo nekaj stranskega, ko rečemo, imamo nek znanstven problem, ki hkrati ki ima neko filozofsko refleksijo, ampak mislim, da dejansko filozofija lahko tudi nekaj vzvratno pove na to temo. Ne. Zdaj, seveda, prvo vprašanje, ki se postavlja, to umetno inteligenco se seveda sprejema zelo z nekimi mešanimi občutji. Ne. Mislim, posebej ljudje, ki se ukvarjajo recimo s krizami, kot so podnebna, z precejšno alergijo reagirajo zdaj na to najavo umetne inteligence in to globoko razumem, zaradi tega, ker dejansko je na tej zgodbi umetne inteligence nekaj, kar bi lahko poimenovali kot neko alternativno zgodbo za lahko noč človeštva. V neki dobi, ko nam dejansko grozi izumrtje, si znajdemo neko drugo zgodbo, kako človek pravzaprav na svojem koncu izume neko superinteligenco svojega Boga, se na nek način v njega celo vpiše in na nek način poseže v neskončnost. Ne. Lahko tudi razumemo v bistvu to, zakaj pravzaprav sami znanstveniki tako svarijo pred močjo umetne inteligence, ker v veliki miri, ne vem, je neka velika moč v tem, da se razglasiš, da si izumil nekaj, kar lahko nadomesti, preseže človeštva. Ampak prvo vprašanje, ki se mi zdi, da se na nek način jasno postavlja, je, ali je zdaj umetna inteligenca kot nek avtonomen sistem dejansko mogoča. Ne? Ampak se mi zdi, da to vprašanje moramo na nek način z nekim drugim vprašanjem skupaj misliti. Mislim, to vprašanje, ali se dejansko lahko vzpostavi nek sistem avtonomnega mišljenja neodvisnega od človeka, je po manj treba misliti skupaj z vprašanjem, ali se ni šele z umetno inteligenco vzpostavil nek potencial za dejansko avtonomijo. Skratka, pač avtonomija, ki je pri človeku, kakorkoli obrnemo, pri človeškem bitju vedno na nek način ujeta v neko razpetost med, bi rekel, bit in najstvo, med ideal in med neko realnost in ideal, se na ravni umetne inteligence, ki kakorkoli obrnemo nek program, ki samega sebe lahko reprogramira, ki samemu sebi na nek način postavlja zakone, zdi nekaj, kar dejansko lahko pravzaprav šele nastane. Seveda je tudi sporno na nek način govoriti o tem na ta način, da pravzaprav v neke antropogene pojme pravzaprav na nek nov sistem sploh prenašamo, ampak v vsakem primeru se mi zdi to neka intrigantna zgodba, še posebej, ker je tudi sama filozofska tradicija, bi rekel, tistih najboljših konceptualizacijah problema avtonomije,
avtonomijo vedno mislila v neki določeni spregi z določeno formo avtomatizma. Se pravi, ali vzamemo Hegla, njegovo priseganje v bistvu na pomen repeticije, ali vzamemo recimo Nietzscheja, ki pokaže skozi svojo genealogijo človeške suverenosti, da se v bistvu vsak korak, vsak preskok v nastajanju človeške suverenosti na nek način sovpadel z skokom v njeno nasprotje. Zdaj, to je ena linija, v nadaljevanju bi se pa v bistvu rad, če bo priložnost, v bistvu še vrnil na nek način k tej temi z nekega drugega zornega kota, ne samo z tega, bi rekel, nekega modernizma, nečesa absolutno novega, ampak bi v bistvu umetno inteligenco, in to bi rekel nek moj centralni problem, ki bi ga tukaj na nek način predstavil, mislil na nekem presečišču nečesa postčloveškega in upeljavo znamenitega Nietzschejevega pojma predčloveškega. Mislim, skratka, v nekem presečišču teh dveh pojmov. Ampak morda, če bo priložnost, bi se k temu še... Okay, očitno nekaj proba umetna inteligenca preprečiti, da povem kaj. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz na tole bomo lahko repliciran, domnevam, v nadaljevanju, tako da bom jaz kar še svoj vstop podala tukaj, ki se navizuje v bistvu malo na to, kar sta Peter in Boštjan povedala, na to metafora ognja. Se mi zdi, da bi mogoče lahko vstopali tako na neki ravni nekega konceptualnega, metaforičnega okvira v način, kako se stvari zdaj dogajajo, pa kako se odzivamo na nje skozi tiste, sigurno jih poznate, večina zelo znane sanje, ki jih navaja Freud, oče, ali ne vidiš, da gorim, in ki jim potem da Lacan še eno tako zelo specifičen obrat. Namreč situacija je enostavno ta, da pač umre otrok, oče je bedel dneve in dneve na smrtni postelji, ko otrok umre, se umakne v sosednjo sobo, vrata pusti priprta in zaspi, je pač čisto utrujen, medtem ko nek drug moški pač bedi, kot je bila to navada, ob truplu. In v nekem trenutku par ur že spi ta oče in se v sanjah mu prikaže pač sin ob njegovi postelji in mu reče tako z učitajočim glasom: oče, ali ne vidiš, da gorim? In v tistem trenutku se zbudi oče. To, kar je zelo lepo v teh sanjah, je to, kar Lacan lepo izpostavil, da Freud jih navaja kot primer tega, kako v bistvu v sanje inkorporiramo realnost, običajno realnost, zato da lahko še naprej sanjamo. Skratka, zunaj je požar, vsebina sanj ogenj. Nekaj časa to deluje, potem pa pač ne več in Freud se tukaj ustavi. Lacan pa dodaja nek zelo zanimiv dodatek, tukaj še en dodatni obrat in pravi, da kar te sanje kažejo, je pravzaprav to, da včasih se pa zbudimo v realnost zato, da bi lahko še naprej sanjali. Tega, ker v samih sanjah srečamo neko realno, ki je bolj traumatično, ki je še hujše, s katerim se je še težje soočati, kot za samo realnostjo, v kateri pač gasimo ta neposredni požar. In jaz imam občutek, da marsikatera kriza, o kateri tukaj tudi danes govorimo, da ima natanko to strukturo. Namreč dve stvari sta. Prvič, da ima strukturo, ki bi lahko rekli požar znotraj požara, ogenj v ognju, igra v igri. Skratka, da poleg tistega požara, ki ga neposredno gasimo vsakič, obstaja še en požar, ki pa obstaja, katerega metafora, spet smo pri recimo klimatska kriza je zelo priročna, tudi na tej ravni požari, ne vem, od Havajev do Grčije in tako naprej, seveda jih pogasimo, ampak na nek način obstaja še tisti drugi požar, klimatska kriza, ki pa gori, oziroma spremembe, ki pa gori naprej, ki tliše naprej. In to je recimo en moment, drugi je pa ta, da praviloma način, kako odreagiramo, in natanko to, da zelo z veseljem se zbudimo v to realnost, iz te druge more, se aktiviramo, razglašamo, kako se zavedamo vsega, kako smo budni, smo aktivni, solidarni, produktivni, imamo tako intervencijske plane in tako naprej. Ponavadi se pa pač tam tudi konča in na ta način ne samo, da nekako odlašamo ali pa se ne ukvarjamo s tistim drugim požarom, ampak je to intenzivno ukvarjanje z gašenjem požara
nekako začne služiti celo kot pretekst, da se ne soočimo, da zatajimo tisti drugi požar, ker pač zdaj ni pravi trenutek, nikoli ni pravi trenutek, zdaj moramo pogasiti hišo, pa se bomo pa s tem drugim ukvarjali. Seveda ta pravi trenutek nikoli ne pride. In potem pa naletimo na ta, kako bi rekla, hecni realizem, ki je vse drugo kot realizem. Bom rekla, da kaj se zgodi tukaj, če kdo predlaga nekaj, kar je reda politične imaginacije, ki sega onstran neposredne realnosti, pa mogoče naslavlja to drugo realno, traumatično, se tako reče, ne, to je neka kakšna politična imaginacija, mi zdaj rabimo poskrbeti, se nasloviti pravi problemi, pravi ljudje, realni ljudje so tukaj, realni problemi, pustite zdaj te svoje nekaj, zato s tem se moramo ukvarjati. In tukaj pa potem mislim, da zelo lepo vidimo to ideologijo v čisti obliki, kako skoči noter, ki nam reče natanko to, v bistvu takoj poklopi pokrov kakršne koli politične imaginacije, ki bi edina dejansko lahko na dolgi rok naslovila realne probleme, realnih ljudi v imenu natanko to nekega realizma in skrbi za, ne vem, malega človeka v neki neposrednosti. In to se mi zdi, da na nek način te sanje kot nek vstop v razmislek teh dveh nivojev zelo lepo podajta. Skratka, Lacanova še enkrat poanta je, zbudimo se zato, da bi lahko še naprej sanjali. In to mislim, da se nam tudi pogosto dogaja. Če se lahko navežem na tole kar na koncu, ja, in na tudi prejšnje razgovore, oziroma prejšnje govore. Stvar je, nekako se skozi pogovarjamo o tem, da ko govorimo o vdorih v realnost, skratka, koliko je seveda najprej čisto osnovno, kaj je bolj realno, naša realnost ali ti vdori, seveda. Na drugi strani seveda ta realnost, koliko je fantazmatska, ta fantazma ne bo zginila, ampak se bo umaknila, se bo nekako transformirala, šla bo malo drugam. Tisto, kar sem jaz na začetku rekel, ko se te stvari se skozi dogajajo, te dogodke, ki nam ne pustijo, da bi imeli pol leta normalnega stanja, oziroma stanja, ki bi mu mi lahko rekli normalno, je bolj to, da se ta fantazma normalnosti in realnosti običajna nima več za kam prijeti sama po sebi. Skratka, nikoli nimamo leta, ki bi rekli, sprejeli smo proračun, recimo zdaj na čist na ravni države, izvajamo ga takole pa takole, malo se bomo kregali v parlamentu, ko ga sprejemamo, ampak pol, ko bomo se zmenili, bomo eno leto to delali, malo bo kakšna stavka, kdo bo hotel malo več, ampak načeloma bo vse potekalo, kot rečemo, normalno. In zdaj, to, kar je Alenka rekla, ko pridejo recimo ko se te katastrofe realizirajo, skratka, ko tisti goreča en ogenj, sekundarni ogenj, tistega primarnega ognja pride recimo tako kot so bile te poplave recimo pri nas, kaj se zgodi, pograbi se ta zadeva, zato da se namesto te normalnosti, ki je ni več, ustvari neka nova zgodba, neka usporedna, in temu potem rečejo kriza, sami ne rečejo več ne podnebna, ne vem, ne socialna, ne kakorkoli, ne kriza gradnje, ne vem kaj, ampak bojo rekli recimo, počasi, če bi jo poimenovali, bi morali reči recimo zdaj sanacijska kriza ali pa kriza ne vem, prenove, v tem smislu, v tem našem pogledu. In zato, da je ta kriza potem zamenja vse ostale in na nek način zaslepi za vse to, ampak da v bistvu, in zato je tako močna ta sekundarna potem kriza, zato ker se ljudje z nekim velikim ugodjem lahko na to preheftajo. Skratka, ker tukaj najdejo svoj prostor, ker se umaknejo od tistih problemov, ki so realni in se lahko vrnejo v to, ne vem, da se gremo zdaj cenkati, kdo lahko iz proračuna več, komu lahko iz proračuna več vzamemo, katera dejavnost je manj vredna, katera je vendarle bolj vredna, a je mali delavec bolj vreden od velikega delavca in obratno, itd. Tisto, kar sem recimo še sam hotel reči, ko sem, če vzamemo vabilo, vsako tako vabilo vedno vsebuje nekaj tazga, kot recimo, če organizira to Filozofski inštitut, kot je v tem primeru, se vedno postavlja vprašanje, tudi tukaj se je, kaj lahko pove filozofija v tem času. To je pač nujno neko tako retorično vprašanje, ki se ga vedno doda zraven čist zaradi lepšega. Seveda, ko govorimo o tem, kaj govori filozofija, je jasno, da je odgovor vedno odzunaj to, da filozofija pač samo filozofira.
Jaz bi rekel, ja, filozofija najbrž res v tem trenutku samo filozofira, ampak situacija, kakršna je, torej ta kompleks kriz, ki jih imamo pred sabo, načini, dejstvo, da jih ne moramo reševati na te načine, kot mislimo, da jih rešujemo, recimo z 4% rezom v proračunu, pa tam malo popraviti, pa malo evropskih sredstev vzeti, pa tako naprej, ali pa ne vem, koliko bojo v kakšni drugi državi kaj drugačnega naredili, da ustvari situacijo, ko samo filozofirajo čisto vsi. Skratka, ko samo filozofirajo tudi tisti, ki grejo fizično pucati mulj iz hiš poplavljenih, tisti, ki grejo struge poglabljati, tisti, ki darujemo v humanitarne namene, lahko tisti, ki pridejo fizično, ali pa tisti, ki v mislih pomagajo. Vsi samo filozofirajo v tem slabšalnem smislu. Skratka, vsi samo filozofirajo v tem smislu, kot to ponavadi pomeni strani kritikov filozofije, torej vsi samo lapajo nekaj, vsi govorijo stvari, ki nimajo z problemom kot takim nobene zveze več in so namenjene temu, da se tisti, ki to govorijo, počutijo boljš in da se počutijo, da so nekaj naredili. To recimo bi rekel, kaj je vloga filozofije. Ne? Zdaj tukaj, da najde neko distinkcijo med vsemi, ki samo filozofirajo in da zdaj, ok, ne bom toliko klišejski, da bi rekel, da moramo mi samo filozofirati na drugačen način, ampak mogoče bi vsem poskusili iti še en korak bolj pogumen in poskusiti filozofirati. Kaj pa pomeni v tem trenutku filozofirati? Pomeni po mojem nekaj tazga kot zvajati stvari, ki so na videz, recimo ena od stvari, zvajati stvari, ki so na videz različne, na nek skupni imenovalec za to, da lahko tiste različne stvari vidimo na nek spet drugačen način. Torej, da se ne zgubimo v tem množstvu, ampak da jih probamo najti, da jih probamo v drugem koraku njih zagledati kot čist realno drugačne od tistih kriz, ki so zraven. In tukaj, no, če samo še to dodam, zdaj seveda podnebna kriza je zdaj že čist strani najbrž edinega na veliko izpostavljenega političnega borca, namreč Antonija Guterreša, generalnega sekretarja OZN, od 3-4 dni nazaj je podnebna kriza končana. Končana je na način, da je razglasil, da se je začel podnebni zlom. Torej, na ta način se stvari dogajajo in letošnje leto za vsakega, ki ni popolnoma slep in ki ni pobegnil v neke najbolj, ko bi rekel, najgloblje globine svojega utajevanja in svojega psevdopametovanja, vsak lahko vidi, da so se stvari letos vendarle bistveno spremenile in to bistveno spremenili celo za ljudi, ki se na te stvari malo bolj spoznajo. Torej, sam to bom rekel, niso samo te katastrofe, ki se dogajajo zdaj serijsko, ko zgleda, kot da Sredozemsko morje se na vseh možnih koncih, na vseh možnih obalah nekako puca svoje vročine, svoje pregretosti. Gre najprej tja, potem gre drugam, pa gre mal najprej po Grčiji, pa potem gre v Libijo, pa tam zadeva se pogasi, kako bi rekel. Ampak torej hočem reči, da se ta kriza, tisto, kar hočem reči, zadeve se niso spremenile samo na tej ravni, ki jo mi lahko opazimo, ki jo lahko vidimo na ravni izkustva. Vsaka posamezna, recimo Mežiška dolina, najbrž zdaj bolj ve za podnebno krizo oziroma bi morala bolj vedeti, kot je vedela prej. Ampak celo na ravni, je prišlo letos do nekega velikega preloma na ravni znanosti in merljivih zadev, torej do šokov, ki so mogoče še bolj šokantni. Skratka, na nek način do šokov tipa te odkloni, do katerih prihaja na ravni poprečne recimo temperature Atlantskega oceana. Ti odkloni so tako neverjetno veliki, kako bi rekel, veliko večji, veliko bolj šokantni od vsake konkretne poplave, ki pride zaenkrat. In to je nekaj, kar je same znanstvenike, same največje pesimiste, največje alarmiste v bistvu letos presenetili in na nek način to popolnoma spremeni to debato. Ampak, Peter, zdaj bom tebi dal besedo, prej si že hotel nekaj se odzvati, pa te kar. Hvala, Tadej. Jaz bi se navezal na vse, ki ste že kaj izpostavili. Mislim, da je ena skupna točka pri vseh je bila
izpostavitev neke logike, ki je logika, ki suspendira tako imenovano normalno logiko. Aleš, recimo, ki je govoril o umetni inteligenci, je posebej izpostavil ta kontrapunkt med avtonomijo in pa nekim avtomatizmom. In tisto, kar smo imeli opravka do sedaj, vedno, ko smo govorili recimo o reševanju kriz, je bil pač ta suspens, o katerem govorila tudi Alenka. Zdaj ni čas za to, zdaj moramo to reševati. Skratka, zdaj ni ta prav čas, da se te teme privlečejo ven, zdaj moramo reševati to. Skupaj s tem gre v bistvu na nek način, se iz tega naredili znanost, skupaj z drugimi prelomi, in na nek način smo dobili en lik kriznega menedžerja. Oziroma, krizni menedžment je pravzaprav način reševanja tega. To pa pomeni, da se v bistvu logika družbe začne podrejati skozi temu kriznemu reševanju. Zdaj ni čas za to, zdaj recimo na ravni reševanja delavskih pravic ali pa sindikalnih zahtev, zdaj ni čas za reševanje recimo skupine zdaj je čas, zdaj moramo tako in tako. Hrbtna plat tega nastopa in vznika kriznega menedžmenta je pa neka anarhija. Ko je prišlo v Sloveniji do krize pred 12 leti, je prišlo do enega zelo zanimivega pojava, ko se je pravzaprav nekako po neki logiki od spodaj navzgor so pričeli deležniki, kot se zdaj reče, med seboj tekmovati, kdo bo bolj zategnil pas oziroma kdo bo bolj herojski, kdo bo predlagal bolj ostre ukrepe. In kasneje, leta zatem, recimo pri upokojencih smo zlasti lahko zasledovali, kakšne krivice so bile vse povzročene. Se pravi, tisto, česar se jaz bojim v tem trenutku, je popolnoma ista logika. Skratka, na eni strani krizni menedžment, katerega hrbtna plat je pa na nek način ena anarhija tega, kdo da več, kdo bo bolj zategnil pas in kdo bo bolj, ne vem, kdo bo dal boljši ukrep. Zdaj, banalno, ampak recimo ravno kar banalno, zato ker smo znanstveniki, ampak ravno kar je bil na sporedu razpis za znanstvene projekte, dolga leta smo se borili s to varčevalno politiko na področju znanosti in glej ga zlomka, sredstva, ki so bila dodeljena za letos 30 milijonov, so se mogla odščipniti za 6 milijonov pa pol. To res ni pomembna vsota, ampak samo nek pokazatelj tega, kako ta logika deluje. Mogoče sem še dve stvari izpostavim. Nekaj podobnega, z ničim podobnim imamo opravka na področju političnega. Ta vdor je na nek način tisti, ki prinaša razdor, še dodaten razdor in ki na nek način prinaša še neko dodatno poenotenje, ki si ga drugače ne znamo zamisliti. Ko govorimo o razdoru, razvite demokracije so na nek način bolj ali manj razdeljene na tretjine oziroma na dve polovici, rečemo levo pa desno, če ima to sploh še smisel govoriti, ampak v resnici gre za neko tretjinsko porazdelitev levih, desnih pa nezainteresiranih oziroma nevključenih. V redu. Skozi leta, desetletja se je na nek način izoblikovala logika neke ekstremne sredine, ki je poskušala brzdati leve in desne skrajneže. Tisto, kar pa smo dobili, zelo poenostavljam, grem zelo hitro, ker nočem predolgo govoriti, ampak tisto, kar smo pa zdaj dobili s temi vdori, je pa nek dodaten razdor, ki deluje na teh istih nivojih, ki smo jih poprej imeli, recimo, če tako popredalčkamo. Zlasti pandemija je prinesla v javni prostor, kolikor ta sploh še obstaja, ali pa v prostor, kolikor ga vsi pač poznamo s svojimi znanci, prijatelji in tako naprej, to, da se enostavno ne upaš, jaz saj si ne upam, pa podobno izkustvo ima veliko ljudi, si enostavno nisi upal o enih stvareh govoriti, ker nikoli nisi vedel, na koga lahko naletiš. Neke predvidljivosti na tej ravni so enostavno zginile, ker so ljudje pač podivjali, postali pristaši teorije zarot, tam, kar sploh ne bi pričakoval. Skratka,
še nek dodaten element razdora se je upeljal, ki diagonalno seka ali pa nekako, ne vem, mislim pač drugače seka obstoječe delitve. Po drugi strani, hrbtna plat tega je pa to, da enostavno ti vdori tudi združujejo, ne, recimo na nek način prinesejo to, kar je Sloterdijk imenoval neskončna mobilizacija in recimo temu smo lahko priča na različnih ravneh, recimo v zdajšnjih poplavah, ne, je seveda ena velika mobilizacija, vprašanje, koliko časa bo to pač ta energija trajala, za neko skupno stvar. In nekdo, mislim, da je bil Ivan Novak iz Laibacha, je nekje izrazil svoje nelagodje ob tem, ko je videl Goloba in Janšo skupaj na sliki, skupaj delovati in tako naprej. Zakaj nelagodje? Zato, ker pravzaprav tukaj zadaj spet prihaja ta logika tako imenovane vitke države lahko od zadaj noter. Se pravi, da se določene stvari skrči v imenu tiste nuje, ki se ji pač ne da suspendirati, ne, skratka. Če smem jaz sem neki, čisto take 3 kratke replike. Nekaj bi rekel, glede te logike varčevanja iz leta 2012, ki da se zdaj ponavlja. Se mi zdi, da je prišlo do nekega mini preobrata, mislim mini obrata ali pa mini spremembe, čisto v tem smislu, da je takrat je bil moto še vedno narejen ali brezosebno, imamo alarm tukaj, to ni taki, v redu. Skratka, da je bil ta moto, imperativ še zmeraj malo brezoseben, bodisi ali je bil v prvi osebi množine, v tem smislu, da reče, zategniti moramo pas ali pa porabimo toliko, kot ustvarimo, ne vem kaj na te načine, da zdaj se mi zdi pa, da je stvar še malo bolj ratala direktna v tem smislu, da ne gre za to, da se eni ljudje niti v to nočejo več upisati v ta mi, ampak bojo rekli, mi smo v prvem odzivu, zdaj če malo rekonstruiram, mi smo v prvem odzivu se odzvali, smo napeli vse moči, zavihali rokave, obuli škorne, šli na teren, zdaj pa lahko rečemo, vi morate postrgati po proračunu. Skratka, ne, mi smo svoje opravili, mi smo naredili več, kot boste vi kadarkoli lahko, zdaj je delo na vas ostalih, ki niste pokazali, da ste pridni na neposreden način. In potem pride zadeva taka, da potem ministrstva rečejo, ja, se reče, ministrstva so solidarna, ker bodo zmanjšala svoja sredstva, ko pa vsi vemo, da ministrstva niso osebe, ki bi porabile svoj denar samo zase, ampak so ministrstva pač neka struktura, ki deli oziroma organizira denar drugim. Druga zadeva je pa ta, mislim, da se bom pa se k temu lahko vrnemo, mi je pa zanimivo to, ker se v nobenem tem prvem odzivu, mislim, da na pandemijo noben ni spomnil in se mi zdi, da je pandemija, po mojem, edina kriza, o kateri nas je skoraj sram govoriti. Torej, kot da se je v tem času, jaz bom zase to, ne bom rekel, da me je sram, ampak nelagodno se pa počutim. Skratka, ljudje smo v nekem času, je kriza, ki jo na nek način jemljemo kot končano, kar je res zanimivo, ne kljub temu, da seveda se vleče še naprej, ampak v tem nekem smislu je končana in mi zdaj se gledamo tako rekoč za nazaj in gledamo svoje izjave, kakšne smo dali, vsak pač ima neke svoje pretiravanja, mogoče ne, oziroma vsaj ljudje, ki smo k temu nagnjeni včasih, pač ne da bi rekel, da ne v smislu, ne da rečeš, nisem imel prav, ampak tako, kdo sem jaz to bil? Ne, kako bi rekel, kje sem jaz, kje so bile moje zavore, kje so bile moje inhibicije, odkje ta direktnost. Ne. To je samo čisto ena pripomba, se pa sem pa še tisto tretjo zadevo sem pa pozabil, bom pol v posnetku pogledal in ti bom repliciral v živo. Vezuje na tisto, kar je tudi prej že rekel, pa Peter. Pa da malo pojasnim, no, tudi tisto, kar sem prej govorila. Zdaj, jaz mislim, da ne smemo iti zdaj na to, da pač obstaja neka čist fantazmatska, nepomembna realnost, pa potem tisto realno, ki ga pač itak nikoli ne dosežemo. In da to, kar se zdaj dogaja, se seveda dogaja in bi se mogli dogajati na obeh straneh. Karkoli bo, samo prek
nekega učinkovanja na realnost spreminjamo tudi realno, če zdaj zelo banalno rečem. In se mi zdi, da zato, no to jaz bi mogoče tukaj, ne vem, če je sploh kakšno nestrinjanje, no, ampak meni se zdi, da to, kaj se je rekel, to kupčkanje, zdaj kdo bo, kje se bo vzel pa kako, ne, da je to enostavno ta banalna realnost, ki se ukvarjamo s tem namesto, da bi se s pravimi problemi, se mi zdi, da sta dve ravnikle, no, in to, kar sta zdaj oba opazila, da to, kar se zdaj dogaja, vemo po eni strani, da se bodo take stvari verjetno dogajale zelo pogosto in da, če ne zelo tako rečem, intervencijsko zdaj, ravno ne intervencijsko, rabimo zelo natančne protokole, kaj se sploh v tem smislu naredi, strukturo, infrastrukturo solidarnosti. Ok, smo solidarni, pomagamo, ampak in tukaj je pa ravno to zelo pomembno v končni instanci, katera logika narekuje, kje se vzame, kje se ne vzame. A se ob tem pač socialne razlike ekonomske večajo, ali se ne večajo, ali je nastavljen tako, da pač kar nekaj, tako kot je bilo pri covidu, tisti, vsi imajo iste dodatke, tisti, ki imajo večjo plačo, pa pač pol še več, mislim. Pač nekaj takega, tako se mi zdi, da na nek način je ta intervencijska zakonodaja ne bi smela biti samo intervencijska, ampak bi se mogla zavedati, da ravno če sprejmemo to, da se bodo take stvari dogajale z vedno večjo frekvenco, da rabimo bistveno bolj temeljni strukturni, infrastrukturni razmislek, kaj to pomeni in kako se tukaj reagira. To je eno. Druga raven, ki pa tudi mislim, da je treba, se je imela, mislim, da Nataša Kramberger v Dnevniku eno kolumno, ki je tako dobesedno, no, to, kar sem te knjige v Dizavovlu pisala, to je tudi mene ful zmotila, ta fraza, ki se jo zdaj skozi ponavlja, da se moramo prilagoditi katastrofa, ampak prilagoditi se moramo novi realnosti. Mislim, res je vprašanje, kako se prilagodiš katastrofi, ne, če kogarkoli resno s tem misliš. Predvsem pa spet citiram velike mislece, Lacan ima neko zelo lepo poanto, pravi, prilagodimo se pač prilagodimo se realnosti, resnico pa potlačimo ali pa zdajimo. In mislim, da je tukaj ta problem, da absolutno prilagajanje ne v tem smislu, da se pač, mislim, kaj to sploh pomeni, se bomo prilagodili in potem bomo učinkovito, ne vem, gasili, skratka, ampak tudi hkrati pa delo na protokolih infrastrukturi solidarnosti ob stvareh, ki nas čakajo, lahko tudi kaj spremenijo v samem realnem, ki nas določa. Ne, tako da je to še kako, mislim, nekatere od teh debat so tudi, se vem, da nisi, samo da razjasnim, no, nekatere od teh debat bi jih ravno mogli imeti ta hip in ne samo reči, da le moramo hitro najti ta denar, pa bomo, ne, ta hip je trenutek, da se postavi nek načrt, tako pa tako se ob takih primerih deluje. Ja, definitivno gre točno za to, ne? Se pravi, pride nek avtomatizem tega, kaj naredimo in v bistvu ta odziv je, kot da bi prišlo, kot da rečem tako čisto enostavno, kot da bi se zgodil nek mal večji potres. Torej nekaj, kar ne moramo pričakovati, da bo serijsko, kar lahko rečemo intervencijsko bomo odpravili, ker se bo to zgodilo naslednji čez 100 let. Ne? Tako da si lahko prvočno planiramo, v 5 let bomo malo zategnili, pa bo. Ne? V tem je problem. Skratka, da se potem na ta način aktivira neka logika, ki je čist neprimerna, hkrati ima pa še eno dodatno dimenzijo, da se pozabijo vsi recimo plani, ali pa neke strategije reševanja tega, ki so jih točno te ljudje, ki sedijo v vladi, že vedeli, da so možne in celo že pripravljali. Recimo se pripravlja, je v pripravi shema za državne obveznice, ki je bila v predvolilni kampanji planirana. Junija so govorili o tem, da bo to nekje do konca leta narejen. To je dobesedno, po mojem, najbolj znotraj sistemski. Mogoče, da so včeraj, ja ne vem, zdaj ne vem. Ja, ampak pravim, no. To je recimo nekaj, kar je verjetno najbolj samoumeven, zdravorazumski celo ukrep nekega drugega reda kot to. No? Se pravi, da najdeš znotraj sistema skupni interes ljudi, ki imajo denar, ki ga nočejo špekulirati, varčevati pa ne morejo, ker se jim topi sprot in pač nek dotok, hiter dotok denarja, s katerim se dajo stvari sanirati, ne intervencijsko, to govorim.
Ja, veliko je bilo zdaj dodatno odprtega, pa v različne smeri, pa zelo podobne smeri je šla debata. Mogoče sam na kratko bi se vrnil k tistim dvem ognjem, ki jih je Alenka omenjala, ker me je tako po načinu, kako si formulirala to situacijo, me to zelo spominja na to, kako se je opisovala humanitarna intervencija v Afriki v 90-ih letih. Retorika je bila Bill Gates in tako naprej, je bila zelo podobna. Ne? Imamo izbruhe revščine, lakote in tako naprej, ne odpirati velikih ideoloških vprašanj, zakaj je do revščine sploh prišlo, globalno izkoriščanje juga strani severa in tako naprej in tako naprej. Zdaj je treba pomagati, ljudje so v stiski, rešujemo življenja. Ne? In se mi zdi, da se je da se nekako globaliziral ta model in da se v sedanjih kriznih situacijah dogaja točno to, da je sama kriza dobila neko strukturo, ki vnaprej suspendira to, da bi bilo možno znotraj te krizne situacije odpreti neka bolj temeljna politična ideološka vprašanja, ki jih je treba odpreti, ker tako kot sem rekel, mislim, da je bolj ali manj vsem jasno, da problemi, ki so se nakopičili znotraj trenutnega pač sistema, tako kot deluje, so enostavno nerešljivi in pač potrebujemo neke druge sistemske koordinate. Mogoče samo še to, kaj je ta pomnožitev kriz, pa njihova intenzifikacija, se pravi, da so krize pogostejše, pa bolj ostre, no, če tako malo patetično rečem, prinesla. Kriza je v primerjavi z nekim tradicionalnim razumevanjem krize, ki so pač, tako kot je Peter že rekel, dolgo znano, so integralni del pač kapitalizma. Načeloma je kriza zmeraj imela je sabo prinašala nek recimo eksistencialni šok. Ne? Recimo, če vzamemo najbolj tipičen primer, ne? Holokaust. Ne? Kaj naredi holokaust? Rezultat holokausta je, da po drugi svetovni vojni se na mednarodni ravni vzpostavi cel, to kar bi ti Alenka rekla, infrastruktura neke solidarnosti, se pravi cel niz mednarodnih političnih institucij, od sodišč do protokolov konvencije za človekove pravice, pa za pravice beguncev in tako naprej, ki pravno prepovedujejo, skratka vzpostavljajo neko mednarodno pravno varstvo za recimo ljudi, ki ostanejo brez vseh dokumentov, brez državljanstva in tako naprej, kar se je Judom seveda pač zgodilo, ko so jim vzeli pač še tisto drugorazredno državljanstvo. Skratka, krize načeloma so do zdaj, skratka do recimo, ne vem, po mojem 5-10 let nazaj, še imele nek sabo nosile nek eksistencialni šok, ne, se pravi, ko bi rekel, vsaj malo so zamajale subjekta znotraj tega sistema, da so ga prisilile k mišljenju, k reševanju in tako naprej. Zdaj se mi zdi, da so se krize zlile, pač reducirale res na nek pasivizirajoč mehanizem, ki pa paradoksno deluje na ta način, da zahteva neko nenehno aktivnost, spravi reševanje te krize, reševanje druge krize, aktivnost tu, aktivnost tam, pomagamo, smo solidarni in tako naprej, kar deluje seveda natanko kot mehanizem, ki preprečuje, da bi se za trenutek ustavili. Ne, kot Benjamin reče, treba je razbiti kontinuum zgodovine. Revolucija pomeni razbitje nekega prostega teka, inercije, toka, napredka in tako naprej. Mislim, eno splošno opažanje, no? Zanimivo mi je, da v bistvu, ne vem, mislim, ta tema kot ne bi bila na nek način zastavljena, smo pravzaprav govorili o nekem problemu, ki ima svojo politično dimenzijo, mogel imeti pa tudi neko svojo epistemološko dimenzijo. Recimo tudi Peter je na ta način zastavil, govorimo o nekih udorih v realno, o nekih
novih situacijah in bi človek pričakoval, da pravzaprav bomo tudi v bistvu na nek način se v tem nekem malo bolj epistemološkem smislu skušali do tega opredeliti. Ampak se mi zdi, da očitno, ne vem, nekaj mora biti na tem fenomenu teh novih vdorov v realnost, ki na nek način izsilijo pravzaprav neko izključitev tega vprašanja. Recimo, ko je nastopila pandemija, se ni nihče pravzaprav ukvarjal s tem, da je, ne vem, kaj je zdaj virus, na kakšen način ga lahko mislimo, ne vem, kaj za ena entiteta, ampak je treba na nek način reagirati in se mi zdi, da tudi v tem smislu, no, mislim, da smo v neki situaciji, kjer se je pravzaprav k neki malo bolj epistemološkim vprašanjem treba skozi neko regresijo tako rekoč vrniti, ne. Zdaj, mislim, to bom zdaj poskušal narediti, ne, kaj je Peter v bistvu začel z neko, pravzaprav z kategorijo dogodka, ne. Zdaj, meni se pravzaprav zdi, da se zdaj to, s čimer smo soočeni zdaj, da je pravzaprav skoraj neko nasprotje dogodka v nekem smislu, ne. Ker imeli, recimo za dogodek, kaj je značilno? Mislim, značilna je neka, kako bi rekel, neka velika epistemološka in ontološka negotovost. Dogodek je nekaj, recimo v nekih tradicijah, kar šele vzpostavi pogoje svojega razumevanja. Naprimer, pri Badiou nastopi v nekem idealističnem kontekstu kot nekaj, kar neko novo resnico prinaša, nek preblisk resnice. Ne? Mislim, skratka, je vedno nekaj, kar ima neko negotovo bit, v nekem preskoku nastopi, ne? Medtem ko to, s čimer imamo pravka, danes se je vse na nek način dolgo napovedovalo, ne? Na nek način se mi zdi, da sej nastop neke epidemije, to je bilo nekaj, kar je, ne vem, v neki znanstveni fantastiki bilo ves čas prisotno. Recimo, ne vem, nastop umetne inteligence je nekaj, kar je zgodba, ki traja in traja, ne. Mislim, pač ekološka kriza je prisotna, mislim, dogodki so že zdavnaj minili tisti, ne, ki bi mogli biti, ali pa tisti, ki so bili in ki so stvari odločili. Smo v neki fazi neke globoke zamujenosti, ne. In se mi zdi v bistvu, da na nek način bi bilo fajn tudi probati fokusirati to razpravo, mislim, ali pa ne to razpravo, ampak neko raziskavo nasploh, no, v neki smeri, pravzaprav iskanje nekih novih kategorij za to, kar je pravzaprav nastopil, ne. Mogoče sam kot dodatek k temu, kar je Aleš pravkar rekel, pa mogoče, da se sam še malo dopolnim za nazaj. Se popolnoma strinjam, pač situacija je po eni strani brezprecedenčna, hkrati pa vsi, ali pa večina relevantnih akterjev, recimo to, kar mislim, ste vsi trije, ne vem, Peter, Alenka pa Tadej, vsak po svoje malo formulirali, se do nje pristopa pa na tak, kako naj rečem, način po starem, ne, se pravi, do krize se še zmeraj vsaj določeni akterji obnašajo, kot da ni več sistemski pojav, ampak da je tako, pride pa gre, pa ne vemo, mogoče bo naslednja čez ne vem koliko cajta. Tako da, ja, sploh za dojet situacijo, znotraj katere se nahajamo, rabimo nek konceptualni preboj, neko konceptualno inovacijo. Vse to so koncepti, ne? Mislim, meni je zanimivo dejansko to, da se nahajamo v nekih situacijah, ki tirejo nek preskok, no? Mislim, pravzaprav k neki, no, vse najbrž je to bilo vedno v filozofiji tako, no, da se potem naknadno šele pravzaprav neka rekel bolj klasičnega tipa epistemologija vzpostavlja, ne. Ja, jaz sicer, če najprej sam čist minimalno repliciram, deloma se strinjam, deloma ne moramo tudi zanikati, recimo, če se pandemije spomnimo, da so prvi odzivi ravno bili vprašanja, kaj je virus, odkje prihaja, kaj bi to bilo, pa so se stvari na ta način lotevali ljudje, dokler ni stvar malo predolgo trajala, pa je potem minil ljudi na ta način razmišljati, ker so bodisi se morali ukvarjati s tem, da so zanikali, da obstaja pandemija, ali pa da so bili obsedeni s tem, da so morali skrbeti za to, da ne bi pač pomrli preveč ljudi. Tako da
Ti odzivi so takrat bili na začetku, to je eno, se pa strinjam, ja, da te konceptualne razprave so, ampak tako bi rekel, na nek način se mi zdi, da vedno tukaj ne drži vedno čist tisto, kar se na prvi pogled zdi. Tudi mislim, da je tudi ta, kako bi rekel, obravnavanje teh kriz kot po starem tipu normalnih, da ni neki neposredna zabloda, ampak je v bistvu že reaktivna formacija, kako rekel, že reakcijska tvorba nekega občutka, da mi v resnici vemo, da je stvar totalno nerešljiva, pa se bomo delali, da ni. Pa se iztle nekako poganja, zato zadeva še mogoče malo bolj mehansko izpade, še malo bolj tako, kot bi pričakoval, da bi se včasih reševali. Sam še gol tisti iz učbenika, kako se rešuje krize, se potegne, tale folder je tole, bomo tole na ta način rešili, tlele se poreže, ne, v tem smislu. Mislim, da je ta splošen občutek, da so krize, jaz mislim, da res nihče več ne verjame v to, da so krize male, pa da so ciklične, pa da niso ogrožujoče. Ne. Mislim, da v tem smislu, da to, ne, če se razumemo. Ja, mogoče samo kratka replika. To se jaz čisto strinjam. Nihče več ne verjame, vsi so še predobro vedo, da krize niso več male, ciklične in tako naprej, ne? Pa vendar do njih v veliki večini primerov reagirajo. Mislim, recimo, krizni menedžment, recimo, popolnoma v nekih starih okvirih, neke stare mentalne skeme, ki je veljala, ne vem, koliko cajta do zdaj. To sem hotel reči, da je reakcija na krize taka, da je v bistvu popolnoma znotraj nekih koordinacij sistema, kot smo ga poznali do zdaj, in ne vem, če se je kaj, ja, mislim, lahko konec koncev rečemo, evo ga, to, kar je pandemija prinesla, je, da je padla fantazma o tem, da nek poseben pristop k denarju, ki je veljal, ne, skratka, da morajo obstajati neka podlaga vrednosti denarja. Ugotovilo se je, da pač obstaja stroj za printanje in je Evropska unija začela pač enostavno printati denar. Sej pač inflacija je malo posledica tega, da se je ta denar pol enostavno dal ljudem, kar je seveda absolutno prav. Ampak hočem reči, do takrat je pa veljala fantazma o tem, da treba zategovati pas, da denarja ni dovolj, da denarja ne tiska tiskalni stroj in tako naprej, pač ja, ga tiska tiskalni stroj. V bistvu navezava na to, tako se mi zdi, da ja, to je zelo res, se mi zdi, kar je tudi zdaj Tadej izpostavil, da na nek način, glede na stanje, v katerem se nahajamo, je konec koncev lahko utajitev tudi čisto legitimna obramba, če ne tako rečem. Pač ljudje, to seveda ne pomeni, da zdaj se pa gremo neko moraliziranje, pogledajte, ta folk, namesto da bi se soočil, se pa vsem neki, seveda ravno zato, bolj ko so stvari travmatične, bolj ponavadi na ta način reagiramo. Tisto, kar je pa kle problem, kjer vidim, da se pa mogoče kaj da premakniti, je pa to, kako po eni strani ta individualni psihološki odziv hitro najde vso zaslombo v družbenih institucijah, kako deluje avtomatizem utajitve že kar natanko tako čisto avtonomno, ne da bi in hkrati seveda to samo še ta zid se potem vzpostavi, ki je pa socialna utajitev, ki ni samo to, kaj se vsak posameznik s čim se sooča. To je ena stvar, čakaj, pa še nekaj sem hotela reči, na to, kar se tiče, ki so res, da mi je pa všlo. Ne, se bom pa mogoče spomnila. Skratka, v vsakem primeru, to, kar ti si rekel, oziroma ti si govoril o neke negotovosti ali pa gotovosti. Jaz mislim, da je na nek način je bizarno še vse preveč neke gotovosti zdajle, oziroma da je prav ta gotovost tista, ki take strašne tesnobe povzroča. Ne negotovost. Negotovost je manj tesnobna kot prava gotovost, kot v bistvu veš, da je vrag odnesel šalo. Drugo je pa to, da je nek, kako bi rekla,
ta reakcija ljudi tudi iz velike meri izhaja iz tega, po mojem, da dejansko obstaja nek vsesplošni občutek nemoči, ki ni samo defetističen, ampak dejansko in ki je seveda vezan na to, kar pač bolj kot ne po različnih načinih govorimo že dlje časa, da pač umanjka nek kakršenkoli na vidiku kolektivni subjekt, ki bi lahko to premaknil. Mislim, te stvari dejansko niso take, ki jih lahko samo neki punktualno. Ne? In je v bistvu nemoč te imaginacije, nemoč nekaj je pač generira vse to. No? In potem tudi zelo čudne in nenavadne odzive. No? Samo, ja, vsekakor pa ne gre za to, da bi zdaj samo nekaj zgražali nad ljudmi, ki so tako neumni, pa ki pač namesto da bi šli v analizo, pa se soočajo s svojimi travmami, pač ne vem, mislim, evidentno, da ni to družbeni utajitev, se mi zdi, da je še veliko bolj problem kot individualni. Ja, mogoče samo to. No. Dejansko je psihoanaliza tista, ki se lahko vedno znova privleče ven iz tega klobuka. No. Mislim, to, kar si govoril, Aleš, kako to, a ne, da se je že pravzaprav v znanstveni fantastiki se že toliko in toliko časa govori o umetni inteligenci in tako naprej. Poglejmo 11. september. Cela 90. Hollywood snema cel kupenih filmov, dobesedno filmi so na to isto vsebino, ko dogodek pride, vse preseneti. Ne? In na vseh teh področjih, ki jih imamo danes izpostavljene, pandemija je nekaj podobnega. Ne? Tisti, ki so se resno ukvarjali s temi stvarmi, so, ne vem, 2-3 avtorji, ki so že od 90-ih naprej opozarjali na možnost te svetovne pandemije in tako naprej, pa jih noben resno ni jemal, razen nekaterih pač inštitucij. Ne? Podobno je s pač finančno krizo leta 2008, kako je bila pričakana, ne? Kdo je pač napovedal, ne? Kako so enostavno poskušali neutralizirati, ne? Pač s tem mehanizmom, ki zelo spominja na vse te psihoanalitske kategorije, potlačitev, utajitev in tako naprej. Ne? Skratka, mi vemo, kako se tem stvarem streže, ok, bomo že, ne? Na nek način. In nekaj podobnega, mislim zdaj, če smo že dali v naslov vojno, mislim, da je treba odpreti tudi tukaj. No? Lani je menil 40 let, odkar je Žižek izdal neko zelo prelomno knjigo zgodovine Nezavedno, kjer je en izmed ključnih teh primerov, ki jih Slavoj uporabi, pač dogajanje v socialdemokraciji tik pred Prvo svetovno vojno, ne? Kjer pač vse socialdemokracije prisegajo mesece in mesece, na dolgo in široko razpravljajo o tem, kako se ne bodo pustile buržoaziji izvabiti v past bratomorne vojne, da ne bojo popustile, na koncu se zgodi pač to, da vse socialdemokracije v svojih parlamentih glasujejo za vojne kredite, razen seveda srbskih in ruskih, in pride do pač tega, do česar je pač prišlo. Ne. Slavojeva poanta tam je, da je nezavedno zunaj in da se o njem nenehno govori in to poanto dostikrat pozabimo, ker je pač že tokrat bila povedana, ampak dejansko je to pač prva zadeva, s katero bi morali vse te topike na nek način izpostaviti. Ne. Nenehno o tem govorimo, potem pa vseeno pademo na finto, no, skratka zaradi vseh teh mehanizmov. In nekaj podobnega je tudi z vojno. Ne. Po vojni, se pravi, po drugi svetovni vojni, celoten zahodnoevropski prostor je na nek način posvečen temu nikoli več ne sme priti do vojne. In na nek način se zazibljamo v to, res v ta spanec, ne, da vojna pravzaprav ne obstaja, čeprav je bila vojna na področju bivše Jugoslavije zelo tukaj, ne, smo še zmeraj imeli recimo take reakcije, ko je prišlo do vojne v Ukrajini, joj, pa sej, kako to, da je zdaj pa kar do vojne prišlo in tako naprej. Če pogledamo za nazaj, ne, vse dogajanje je bilo, ne vem, 20 let je bilo nenehno prisotno vrenje v Ukrajini, spopadi gor in dol. Ne. Zdaj, že prej sem izpostavil, tukaj bi res red to še enkrat rekel, že prej sem izpostavil ta moment razdora, ne, razdora, ki ga prenašajo ti vdori. Ne, in to je bilo posebej izpostavljeno, to je posebej prišlo do izraza pri pandemiji, še bolj pa pri vojni v Ukrajini. Ne. Danes se v bistvu zelo težko pogovarjamo o tej vojni, ker vsi že vnaprej
pač neke a prioristične pač položaje zauzamemo. Kdor pač ne mara kapitalizma, ne mara ZDA, in ker ne mara ZDA, se bo postavil tako, kot se bo postavil, ne glede na vse. Kdor je bil rusofil prej, je rusofil še zdaj in tako naprej in tako naprej. Kdor je slepo zagovarjal ene stvari, jih zagovarja še naprej. Tako da v bistvu je ta debata zelo, prvič, je zelo razdiralna lahko, kar pa je zelo slabo, ker v bistvu o teh stvarih enostavno ne govorimo. Enostavno se postavimo na neke okope, na neke pozicije, bolj ali manj moralistične pozicije in vztrajamo pri tem. Meni se zdi, da v bistvu, meni je bila zelo pomenljiva neka fraza, ki je večkrat prišla z različnih koncev, kako kruta je ta vojna, ki je zdaj v Ukrajini. Vsaka vojna je kruta. Krutost vojne je nekaj, kar je dejstva. In ta vojna mogoče še posebej kruta, ampak ne vem, zakaj se pač ta pridevnik krutost tako zlahka uporabi za to vojno. Tako da se mi zdi, tisto, kar pa res vojna prinese, je enostavno ta izsiljevalska logika, s katero imamo opravka tudi na vseh teh področjih, recimo ekonomske krize in tako naprej. Izsiljevalska logika, ki je, zdaj ni čas za to, zdaj so stvari res resne, zdaj gre za to, kdo bo koga pokončal in konec. In tukaj zelo hitro pridemo do nekih pozicij, na katerih pač vztrajamo in ki enostavno niso dobre. Mislim, jaz ne vem, se zdaj ne bi odpiral razprave o posameznostih, lahko je to tudi prejmo zaradi mene, ampak se mi zdi, da je v bistvu s tem momentom smo še bolj se je cela situacija zapletla. Ja, ti si imel eno repliko, ne? Aha. Vsi vemo, potem nas je pa vendarle presenetilo. Samo nekaj, kar smo pričakovali, se je pol tudi materializirali nekako. Mislim, ne, recimo, ne vem, to sem hotel reči. Mislim, ne, ja. Lahko sem medklic na to, kar si zdaj rekel, ker je taka iztočnica, da jo težko spustim. Nekaj, kar smo pričakovali, se je zgodilo. To Clément Rosset izvrstno opredeli natanko kot strukturo, na nek način, če hočeš, nesoočanje z realnostjo, ki gre ven, izhaja iz strukture prerob. V ustroju prerobk je to, da so podane, se nekaj dogaja, ampak potem, ko se nam zgodi, ko se uresniči, smo še vedno šokirani, smo še vedno čisto presenečeni in nek preskok je vmes med tem prerokbo, ki je podana, in vsakršnim znova presenečenjem, da se je pa dejansko res zgodilo. On ima potem tudi svoja, samo to mi je prišlo na da v bistvu prav to, kljub temu, da vse vemo, da nas vendarle preseneti, to se niti ne izključuje na tej ravni, ampak je natanko struktura neke, če hočete, tudi pol do neki ravni self-fulfilling prophecy, ampak predvsem, da prav v strukturi prerokbe je to, da nas preseneti, ko se pa zares zgodi. Ja, jaz sem isto na to hotel še nekaj reči. Recimo, kar se tiče vojne, recimo vojne v Ukrajini, je nekaj, kar je ena taka zadeva, ki bi jo lahko na nek način z študijem geopolitike pričakovali, napovedali, ne vem kaj, ampak so bile vedno, se mi zdi, da tukaj je bilo še prav posebej, so bile upletene ene fantazije not, bodi si strani, bodi si ena čisto abstraktna vojna, se vendarle ne bo zgodila, taka čisto splošna, bodi si fantazija, Putin tega ne bo naredil, ker to ni njegov stil, ne, fantazija, če se vojna zgodi, bo končana v enem tednu, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, se na nek način, je pa problem v tem, ko se vojna zgodi, se mi ne moramo nazaj vrniti, praktično je v družbi, to pa je dejstvo, in tukaj se spet absolutno strinjam, je na nek način prepovedana debata zdaj za nazaj o vzrokih, ker je vsak vzrok, vsaka omemba minska, recimo, že te vrže
v en pol, a ne, mislim, samo da ga omeniš, si že, pa ti lahko na kraj pameti ne pade, da bi bil recimo na tej poziciji, a ne. Glede tega, ja, napovedi, ne, in kar presenečen se seveda tudi spomnil jaz na to isto, ampak je recimo zanimiv, ne, če pogledate, se mi zdi ena od teh napovedi, ki pa vendarle ni, mislim, je problem v tem, da so te napovedi tudi morda strukturno in čist konkretno slabo prezentirane. Torej, recimo ena od teh velikih groženj podnebne krize, dvigovanje gladine oceanov. Tukaj imam več pripomb. Ena je ta, da mislim, to je recimo ena, se mi zdi prav taka infantilna predstava, ki se ljudje res od tistega, ne, šale, no, pa bo potem v Postojni bomo imeli, ne, recimo ta, ne, čist bazični nivo, do tistega, da si ljudje predstavljajo, da to gre vendarle za neko dvigovanje, ki je pač tako malo linearno, pa tamle bo, ne, zdaj je tle, pa bo pa tam, ne. Se pravi, tale hiša ne bo več not prišla, una gor bo še in bo šlo, ne. Zdaj tudi, veste, kolega Ličer, recimo, Ličer se konkretno ukvarja s temi zadevami, zelo dobre stvari povedal že na to temo, ampak se mi zdi, da je vendarle nek problem čisto v tem, ja, mi povemo za 70%, za 70 centimetrov se bo recimo gladina dvigala, ampak ne predstavljamo si, kaj to pomeni. Zdaj, najprej si ne predstavljamo, kaj to pomeni v konkretni situaciji, vremena, kaj to pomeni, ko pride orkan, koliko bolj potencirano potem škodo naredi, ne. Vidite tle recimo ta primer v Libiji zdaj, ko se je prav zaradi gladine morja, ne direktno, ampak imamo vodo, ne, vidimo preveč nora količina padavin, podrese jez, zadeva kompletno zalije uničenje tako, da si ga sploh ne predstavljamo kot poplavo. In tudi recimo, ko se na tej bolj slovenski ravni, ko se govori, poplave bodo, saj si ljudje ne predstavljajo, da je to tako. A ne moreš si predstavljati, da to na ta način pride. Ko rečejo vročina, si tudi ljudje bolj ne predstavljajo, pa se vedno rečejo, sej 2 dni bom stisnil, pa bo, ne, ampak kaj čez 60 dni, ne, to, kar je zdaj v Ameriki bilo. Mislim, da v Teksasu je prvi dan pod, v Teksasu je mislim, da prvi dan pod 100 Fahrenheitov po, ne vem, 80, ja ne vem, nori pač količini dni. Ampak tisto, kar gre tudi, recimo ta napoved dvigovanja morja, oceanov, kaj bo prišlo skupaj s tem, skratka, to je, ne, merilo kaosa, kako bi rekel, ki ga je treba te centimetre pomnožiti z neko spremenljivko, ne, kako bi rekel, rastura, ne, in dati še vsaj kvadrat ali pa kub, ne, gor na to, da dobimo ta pravo podobo, kaj pomeni pol metra dvignjen ocean, to ne pomeni, da tam eno škarpo dal, pa bo, ne, mislim, ker boš živel v svetu, kjer se tiste škarpe sploh kupiti ne bo dal, oziroma te ne bo je noben več zrihto, ker ne bo nikjer betona mogel več dobiti. To je v tem je problem, ne, in to je ta, se pravi, da se sreča, da tukaj je, ja, ta čisto strukturna, da vedno preseneti, ko se zares zgodi, plus še nekaj, tukaj pa se dajo stvari popraviti do neke mere, da se te da se mogoče prav ne oprimamo teh takih, ne, meni je ta gladina morja recimo ena taka zelo, res je problematična, ker jo ljudje si tako radi predstavljajo, tako hitro domačijo, da mora z njo nekaj biti narobe, no, bi rekel. Ja, zdaj, ja, jaz tudi mislim, publika smo vsi rekli tle, tako da čas je za to, da se kdo glasi, če se želi seveda in se pridruži debati, mikrofonov je ogromno, tako da lahko tudi 2 hkrati govorite. Živjo. Nekaj mi je dalo misliti. Mislim, govorili ste o tem, kako nimamo več, oziroma predvsem tedaj je to omenjal, kako nimamo več let, ki bi jih lahko označili kot normalne. Si lahko v bistvu sploh predstavljamo, kako bi naj normalno leto sploh še izgledalo danes. Zdi se namreč, da ta vdor potrebujemo, da lahko rečemo, da se sploh nekaj zgodilo. Oziroma obratno, mislim, glede seveda tako, kako sploh mislimo dogodek kot dogodek.
bi lahko rekli, da sploh imamo dogodek, če se nas zgodi nekaj katastrofalnega in se pravzaprav ne zgodi nič. Bi bilo mogoče reči, da smo se navadili na to, da se realnost misli prav skozi vdor, normalno pa nekako umanjka oziroma ne vem, obstaja le še kot neka fantazija, neke zlate dobe, da enkrat pa so bila normalna leta. So tako da en hiter komentar. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, jaz se ne čutim tako direktno interpeliranega, ampak ker je šef rekel, se moram. Skratka, več vprašanj se tle izpostavlja. Delno bi tako posredno tudi odgovoril malo na tisto, kar je Aleš prej izpostavil, dogodek. Če gledam recimo z Badiujevo argumentacijo, potem Badiu milijonkrat poudari, da dogodku ne piše na čelu, da je dogodek. Se pravi, dogodek ni nekaj, kar bi lahko prepoznali. In tukaj, če zdaj spustimo malo konje na pašo, potem lahko začnemo se pogovarjati, kako to, da danes ljudje dogodka enostavno, tudi če bi bil, pa če bi mu pisali na čelu, ne bi bili zmožni prepoznati. Deloma je to povezano s tisto zgodbo o 2 požarih, o kateri je govorila Alenka, se pravi, deloma so stvari zastavljene tako, da se teh vprašanj pač ne more niti postaviti, ker je vedno pač ta logika izsiljevanja, zdaj treba to, ni čas za nekaj drugega. Po drugi strani je tako, da v bistvu nek dogodek kot šok je postal del vsakdanjika. Kapitalistični marketing temelji na tem, da nam za hip ukrade pozornost, nas malce vrže iz tira, nas enostavno šokira in enostavno potem smo šele pripravljeni gledati, kva nam pač ta reklama ali pa marketing poskuša na nek način podati. Po drugi strani je ena izmed mutacij sodobnega kapitalizma, ki je nastala po prelomih v 60-ih letih, po letu 68 in tako naprej, gradila na tem, da normalno ni normalno. Da normalno je na nek način odštekano. Odštekano je tisto, kar je kul. In bolj kot je odštekano, bolj je kul. Potem pride še neka druga tendenca, ki reče v teoriji politike strahu, ki se na nek način prilima na tisto, kar so nekateri imenovali družbo tveganja, pa je, mislim, to je res hecno govoriti o družbi tveganja, ker je pač do zdajšnje družbe so vse družbe neenakosti, se pravi, tveganje ni enako za vse. Ampak, če vzamemo še politike strahu, pa to izsiljevanje, pa pravzaprav nek militarističen kompleks, ki se na to veže, potem dobimo lahko en drugačen pogled na vse skupaj. Imamo tudi različne spirale. V 90-ih po padcu Berlinskega zidu sledi vojna v Jugoslaviji, pa potem v Gruziji, pa tako naprej in tako naprej. Potem 11. september se spet znova zavrtijo z malce hitrejšo kocke, Irak, pa potem Afganistan, pa tako naprej. Potem pride finančna kriza in potem zopet begunska kriza in tako naprej. Zdaj, če gledamo geostrateško, je zanimivo to, da tisti, ki najbolj nastrada v tem položaju, Evropa, enostavno tega ne zna misliti. Se zgodi begunska kriza, se zgodi finančna kriza, se zgodi, mislim, Adam Tusk je sodobni zgodovinar, je napisal knjigo Crash, kjer je pač izpostavil tezo, da je globalni poraženec ekonomske krize leta 2008 je pravzaprav Evropa. Se pravi, na evropskih plečih se vse skupaj odigrava. Vojna v Ukrajini je prav nekaj podobnega. Mi smo v vojni, hkrati pa nismo v vojni. Skratka, ne gre samo za to, da Ukrajinci umirajo, ali pa Rusi, ampak tudi to, da smo na nek način vpleteni v neke povezave, v katerih pač enostavno nimamo možnosti izbire, ali pa je vsaj tako videti, da je tako. Skratka, vse to je treba na nek način dati na tablo, ko govorimo o teh dogodkih in tako naprej. Zanimivo bi si bilo pogledati enkrat alternativno zgodovino 20. ali pa 21. stoletja, stališča tega dogodka kot revolucije, se pravi, ki se ni zgodila.
Jaz mogoče čisto na hitro, če sam na to, a je kdaj sploh obstajala ta normalnost, ta dolg čas, ali je to samo nazajša fantazma. Jaz mislim, da na nek način, seveda v nekem absolutu ni, ampak je pa absolutno obstajala v načinu, kako smo se samo dojemali, recimo, vsaj rečemo grobo, tako, kle na Zahodu. Ta zgodba Fukuyami na koncu zgodovine je dejansko kar bila del splošne samopercepcije. Živimo v čistem dolgčasu dogodkov, nič se nam ne zgodi, kar bi nas res lahko presenetili, tukaj se malo prčkamo, skratka dolgčas. In tisti show Years and Years, meni se zdi naslov BBC-ov tam, ne vem, že kar nekaj let, zelo lepo zajame ta moment, kjer se je v nekem trenutku pa v sami tej realnosti oziroma v naši percepciji lastne realnosti pa kar naenkrat nekaj spremenili in smo dobili občutek, če zdaj tako, pač eni rečejo konec konca zgodovine, se nima veze, zdaj tako bombastično, ampak da se je kar naenkrat pa ni več tako dolgčas, ne, ampak se je začelo vse dogajati z neko hitrostjo, ki jo sploh več ne dojemamo, pač mislim, ne dohajamo. In celo se mi zdi, da tukaj je še kako noter tudi na obeh stranih upleten seveda gibanje, ne vem, kapitala, kapitalizma, če hočete, da na nek način imamo zdaj mogoče tudi ta panika, ker se nam zdi, da če je do neke mere so bile te krize notranji pogoj kapitalizma, ki jih je rabil, da se je regeneriral in tako naprej, pa zdaj včasih dobim občutek, da tudi kapitalizem samo še brezglavo nori za lastnimi krizami, ki jih je proizvedel in se proba seveda vsakič znova našlepati na pravo stran pa se spet obrniti, ampak kot da tudi tisti subjekt, ki smo mu imeli, tudi če smo ga najbolj možno kritizirali kot nekaj, kar še vedno tako ali drugače nekako to amortizira pa stabilizira, tega več ne počne, ne zmore. In v tem smislu pa mislim, da je res, da se je nek premik tukaj zgodil. Se pravi, ne zdaj v absolutu, da je kdaj neka idilična normalnost obstajala, ampak o tem, kako tudi mi percepiramo samo družbeno realnost, v kateri živimo, da imamo zdaj občutek, da je malo drugače, pa da ni toliko dolgčasa in da smo lahko, ne vem, nostalgični včasih za dolgčasom, ki je bil ali pa ne, ampak hočem reči, nek premik se je kle po mojem zgodbi. Ja, sorry, bom jaz nehala govoriti to še bolj. Tamle, glej. Živjo. Jaz bom pa malo provociral, pa bi vprašal, če bi si kdo upal napovedati naslednjo krizo. Leta 2019 je bilo veliko govora o tem, da bo prišlo do naslednje krize. Nuriel Rubini, ki je edini, ki je napovedal, ki je z tega naredil kariero 2008, rečejo mu doktor Doom, ne, je takrat na veliko govoril o tem, kaj kapitalizem pač potrebuje, ne. Sej zato je na nek način prišlo tudi, recimo Vigi je tisti, ki je zelo pristal na to tezo, no, skratka na tezo, da pravzaprav finančni kapital na nek način potrebuje natanko take situacije, ne. Dejstvo je, da imamo vedno zmagovalce v takšno nastali situaciji, ne. Se pravi, vedno nekdo profitira, ne. Nikoli nismo to mi, se pravi, da ne vemo nič o tem. Sam pa ne verjamem v to, da bi pa nekdo stal in manipuliral z vsem skupaj, ne. Zadeve so dejansko ušle izvajati in tudi recimo pomenljivo je, ne, če govorimo o umetni inteligenci, ne, da te, ki ponavadi nastopajo v teorijah zarot, recimo Bill Gates pa tako naprej, zdaj skozi strašijo, kaj se bo zgodilo, ne, s to umetno inteligenco, kot da bi jih bilo še njih na nek način malo strah, ne. Sej to ni nujno, to je lahko tudi blef, jaz ne vem, ne. Ampak enostavno je pa dejstvo, da zelo težko shajamo s takimi napovedmi ravno zaradi teh razkorakov, o katerih je recimo tudi govorila o prerokbi Alenka prej, ne. Recimo Nuriel Rubini v enem nedavnem intervjuju je govoril, da zdaj vstopamo v dobo mega groženj, ne. Ja, dobro, pa saj to vsi vemo, ne. Mislim, saj samo okrog malo pogledamo, pa so posod vse te stvari, ne. In to je na nek način tudi nek tak sprožilec, ta gotovost, da enostavno iz te situacije ne pridemo tako zlahka, je lih na nek način tako zelo tesnobna.
na nek način. Ne. Karkoli naredimo, podnebne krize ne bomo rešili ne vem, bom rekel zelo patetično, tekom mojega življenja. Ne. Ampak recimo, da imamo vsi neko takšno zavest. Ne. Se pravi, tukaj je tudi prišlo do enega preloma. Ne. Karkoli narediš, še vedno bo nekaj tako. Ne. In tudi recimo, če pogledamo vojno, ne, kot nekaj, kar je stalni spremljeval človeštva, enostavno ne, je težko reči, no, kje je zdaj naslednja kriza, ne, kaj bo. Sem pa prepričan, da obstajajo za to plačani specialisti, ki razglabljajo o tem. No. Mislim, da ni dileme, da je naslednja kriza je bila včeraj. Ne, če to lahko rečemo o naslednji krizi, da se je že zgodila, no, sem artikulirana ni, ampak mogoče sam, če je cajt, da se sam še na hitro prosim, k vprašanju, ki ga je Marisa načela, vrnem, ker mogoče se mi vseeno zdi prilika, da ne izpustimo čist, ker je bila ta navezava, ne, na Badiouja, pa vprašanje tvoje, ali je, če sem prav razumel na koncu, ali je pač dogodek v nekem smislu lahko mislimo samo še neke katastrofalne oziroma neko katastrofo kot dogodek, da ni skratka dogodka to, kar si ti na začetku rekel, da pri Badiouju je dogodek vendarle nekaj, kar je mišljeno pozitivno in kar ni mišljeno na osnovi neke destrukcije, uničenja. Tako, je revolucija, ne, sem hotel sam spomniti na to, da kar je zanimivo pri Badiouju, recimo lepo reče, če je bilo 20. stoletje dogodkov in revolucij, ne, je po eni strani to tudi zato, ker je 19. stoletje sanjalo te revolucije. Ne, direktno reče, 20. stoletje realizira tisto, kar je 19. stoletje sanjalo. In se mi zdi, da smo se, tudi navezavi mogoče na to, kar si ti montirala, sem z malo nekim drugim zasukom pa poudarkom, se ne čist prekriva, ampak vseeno. Ta primer z ognjem, da se zbudimo v realnost zato, da se v sanjah ni treba soočiti s travmo. Ne. Se mi zdi, da smo mogoče, ne vem, v nekem mal takem sadovskem trenutku, Deleuze lepo reče za razliko med mazohizmom pa sadizmom, ne, da za mazohizem je značilno fantaziranje, sanjanje tudi v trenutku budnosti. Medtem ko je za sadizem pa značilno, vsaj pri Sadu, ravno obratno. Budnost tudi v času, ko sanjamo. In se mi zdi, da smo v tem, skratka, da ta multiplikacija kriz pa sedanja situacija generira točno stanje te neke prekomerne budnosti, v kateri, ki pač ne dovoljuje subjektu, da bi recimo temu lahko sanjal, pa se koncev v sanjah soočil z travmo. Mogoče sem zelo nakratko primerjava 19. 20. stoletje. Mogoče bi sam tvegal to, no, mislim, če ta primerjava drži, z njo se strinjam, potem se mi zdi, da 21. stoletje pa realizira to, česar se je 200 balo. In tukaj se nahajamo. Ne, ne samo, da je nočna mora, mislim, to je neka posebna topika, ampak mislim, da je ravno to tisti moment, ki bi ga morali tudi malo premisliti, skratka, in iti on stran. Ne? Skratka, dokler si paraliziran od strahu, si pač izpostavljen samo temu strahu in ničemer drugemu. Ne? Tukaj se strinjam s tem, s čimer si končal. Če se slučajno še kakšno vprašanje, sicer mislim, da bi morda bil, smo nekje na uri pa pol, to je neka spodoben čas, da zaključimo debato. Zahvalil bi se vsem kolegom, zahvalil bi se tudi vam. Kolega iz publike je postavil res dobro vprašanje, kjer bo naslednja kriza, skoraj moramo odgovoriti. Torej, najbrž, da so vse bolj kot ne že tukaj, po eni strani definitivno pa lahko napovemo vse tipe filozofskih kriz, ne, od epistemološke do ontološke in na konec koncev tudi moralne krize, in tukaj se bomo pa strinjali najbrž vsi in vsi to drugače razumeli. Tako da hvala še enkrat za obisk in hvala vam, nasvidenje, kako se reče.